Če ste v zadnjem času pozabili pospraviti svoje copatke in vam jih je odnesla muca copatarica, imamo za vas dobro novico. Najdete jih lahko v Trnovskem gozdu. Kaj počne nekaj sto razsutih čevljev sredi Trnovskega gozda? To je na planoti med Idrijo in Ajdovščino. Tako se je spraševal ogorčeni sprehajalec, ki je sinoči na Facebooku objavil tele presenetljive fotografije iz Črnega vrha. Ojojoj, to pa ni lepo. Čevlji ležijo sred gozda. Ampak poglejmo svetle strani. Lahko bilo hujš, lahko bi bile noge. Mogoče v tem primeru sploh ne gre za malomarno odlaganje, ampak za spomladansko razprodajo z imenom Vse mora ven, ni važen kam. Ne vemo torej, kaj čevlji v gozdu počnejo, vemo pa vsaj, od kje naj bi prišli. Čevlji odvrženi na črnovrški planoti so iz ene od vzhodnoevropskih držav, ne pa iz Slovenije, še pojasnjujejo v Deichmannu. Da so čevlji iz vzhodne Evrope, domnevajo, ker so v natikačih našli tudi bele nogavice. Dej, priznam, ta šala je bila malo bosa. Poglejmo, za kakšne čevlje pa gre v resnici. Odrasli, otroški, različnih številk, označeni z cenami in zaščito proti kraji. Glejte, to je edina današnja novica, ki sama po sebi zveni bolj kot TV prodaja, kot od kaj drugega. Odrasli, otroški, različnih številk, označeni z cenami in zaščito proti kraji. Pokličite zdaj in si zagotovite svoj par čevljev. Nekateri čevlji so naprodaj ločeno. Pa se bojo prodali sami od sebe. Storilca za to skrivnostno dejanje policiji še ni uspelo izslediti, je pa vsaj lovski družini Idrija končno uspelo ugotoviti, zakaj so bili v zadnjem času vsi ustreljeni jeleni obuti v zelene all-starke. In ko smo ravno pri čevljih, dobra novica je, da gre Slovenija očitno v korak s časom. Po 2 letih od začetka gradnje je japonska korporacija Yaskawa v Kočevju končno odprla svojo prvo evropsko tovarno robotov. Wow, v Sloveniji imamo novo tovarno robotov in to v Kočevju. Zanimivo, da so se Japonci odločili ravno za Kočevje. Najbrž so iskali mesto, kjer se velik del prebivalstva ukvarja z zbiranjem starega železa. Ne vem. Na otvoritvi nam je gospodarski minister Zdravko Počivalšek izdal skrivni recept za hitro postavitev tovarne. To je en primer, kako se lahko investicija dobro in hitro pripelje, če stopimo skupaj. Lokalna skupnost, država in pa Japonci. Vsak projekt je lahko uspešen, če imaš zraven narod znan po disciplini, delovnosti in ljubezni do robotov. Njihovi roboti namreč niso samo tehnološko dovršeni, ampak tudi zelo vsestranski. They have use in very diverse industry. One is the automotive industry, but actually about 2/3 of our robots we're not selling in automotive, we're selling in other industries. Tako je, roboti, ki ne bodo dobili zaposlitve v avtomobilski industriji, se bodo v Sloveniji lahko zaposlili kot pobiralci čevljev po gozdovih ali pa kot pravosodni policisti v koprskih zaporih. Otvoritvene slovesnosti v Kočevju pa se je udeležil še en robot. Kočevska tovarna bo s tako imenovanimi 6-osnimi roboti zalagala Evropo, Bližnji vzhod, Afriko in Rusijo. Po poročanju medijev se je Marjan Šarec v tovarni zadržal 2 uri. V tem času so mu zamenjali baterije, tako da bo zdaj funkcionalen še vsaj en mandat. Malo smo ga namočili. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!